Spoštovane diplomantke in diplomanti, spoštovane magistre in magistri, spoštovani starši, ponavadi v vlogi sponzorjev, sorodniki, prijatelji, spoštovani kolegi, sodelavci, v glavnem vsi, ki ste se danes zbrali na pomembnem dogodku. To je pomemben dan za našo še vedno mlado fakulteto in še bolj pomemben za vse tiste, ki boste zdajle zelo kmalu prejeli listino, za katero ste trdo delali, da ne rečem garali dolga leta. Za našo fakulteto je to 15. podelitev diplom. Jeseni vpisujemo 19. generacijo. Sliši se morda veliko, vendar je v primerjavi z mnogimi tradicionalnimi fakultetami in univerzami to še vedno malo. Upam si reči, da smo mlada fakulteta, še vedno z najstniškimi težavami in potrebovali bomo še nekaj let, da bomo odrasli. A vendarle, kljub vsemu hvala vsem, ki ste zaupali naši mladostni vihravosti. Danes, spoštovane diplomantke in diplomanti, je vaš dan. Čez nekaj trenutkov boste dobili diplome, postali diplomirani ekonomisti in ekonomistke, magistri in magistre poslovnih ved. Danes je dovoljeno praznovanje in zaželeno Prešerno razpoloženje. Ampak jutri je nov dan. Dan, ko bo treba diplomo in znanje, ki ga diploma zgolj formalno potrjuje, začeti uporabljati v praksi. No, jutri morda še ne, ker je sobota, pojutrišnjem nedelja, tako da 2 dni bo odmora, ampak v ponedeljek bo šlo zares. Naš nekdanji kolega je nekoč izračunal, kakšna je interna stopnja donosa investicije v izobraževanje. Izračunal je po ekonomsko, upošteval stroške in pričakovane prihodke in dobil neke številke in odstotke. Dokazal je, da je investicija v znanje, po katerem lahko sežemo s študijem, lahko izjemno donosna. Za nekoga bolj, za drugega manj, vsekakor so priložnosti pred vami. In podjetniško razmišljanje, ki smo vam ga leta skušali vcepiti v glavo, govori prav o izkoriščanju priložnosti. Ker smo poslovna šola, bi vam moral zaželeti predvsem veliko poslovnih uspehov. Ampak samo poslovni uspeh ni nič, če ne znamo poskrbeti za osebno srečo, zadovoljstvo in notranji mir. Ne pozabimo tudi, da smo del gospodarskega in družbenega okolja, do katerega se moramo obnašati odgovorno, zdaj in tudi odgovorno za naslednje generacije. Biti odgovoren pa pomeni biti dober državljan naše lepe Slovenije in evropske skupnosti. Drage slavljenke, dragi slavljenci, po prireditvi bomo skupaj nazdravili v preddverju. Nekateri prvič, nekateri drugič in kakšen celo tretjič v naši družbi. Naj ne bo zadnjič. Vabim vas, da ostanete naši, z nadaljevanjem študija, aktivnim članstvom v alumni klubu ali s kakšno drugo obliko sodelovanja. Nekateri boste odšli študirati drugam. Nemalo naših študentov je nadaljevalo in še danes nadaljuje svoj študij v tujini. Ponosni so zanje, saj dokazujejo, da vam pri nas damo dovolj znanja in tudi za nadaljevanje najzahtevnejših študijskih podvigov. In ko boste čez nekaj let prejemali svoje doktorate na Harvardu, Cambridgeu, Bocconiju ali Sorboni, se spomnite na Gea College, ki naj v vaših srcih ostane, kot rečemo v akademski tradiciji, vaša alma mater. Kljub praktični usmerjenosti se trudimo biti tudi malo akademski. V pravem akademskem vzdušju bi bil zdaj na mestu verz tradicionalne himne diplomantov Gaudeamus igitur, ki pravi Vivat Academia, vivat professores. Sam sem po duši bolj rocker in ker imam številne stike z nekdanjimi diplomanti, s katerimi smo marsikaj lepega skupaj doživeli, vam zagotavljam, da bo prava podlaga pri obujanju spominov na Gea College, rockerska klasika Those were the best days of my life. Naj v tem duhu zaključim, bili ste čudovita publika, ampak tudi mi vsi, ki smo skrbeli za vas, nismo bili slabi, zato drug drugemu prav, da podelimo en dolg aplavz.